Danes govorimo o pomanjkanju vode v oddaljenih francoskih regijah. Lahko bi spregovorili o pomanjkanju dostopa do pitne vode na vodovodnem omrežju v Romuniji ali pa tudi o romskih naseljih v moji Sloveniji, ki še nimajo dostopa do pitne vode. Zato mislim, da moramo resnično narediti vse, da tudi s kohezijskimi sredstvi nadaljujemo in oskrbimo tam, kjer še ni dostopa do kvalitetne pitne vode, slehernega Evropejca. Izredno pomembni so ukrepi tudi v čistilne naprave, zopet lahko govorim iz moje Slovenije, kjer so reke danes bistveno bolj čiste, kot so bile desetletja nazaj in se vrača življenje tudi v reke. Veliko je potrebno narediti tudi za učinkovito rabo vode v kmetijstvu. Poznamo kapljične sisteme namakanja, ki z malimi količinami vode rešujejo trajne nasade in podobno. Tako da imamo rešitve, ampak treba so permanentna vlaganja. Imamo tudi vedno več na eni strani suš ali pa poplav. V Sloveniji smo imeli lanskem letu največjo sušo, letošnje leto smo imeli avgusta poplave, v Grčiji se je to zgodilo v enem tednu. Zato ne smemo pozabiti na to, da je potrebno vlaganje v zaščito vodnih virov, v infrastrukturne ukrepe kot permanenten proces, ne zgolj takrat, ko je suša ali pa se zgodijo poplave. Zato podpiram pobudo Komisije za odpornost z vodo in verjamem, da bomo v prihodnje še več vlagali v vodooskrbo in pa v čiste vode.